V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dobro jutro, dobro dan, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši na ta malo drugačen način. Tisti, ki ste že bili kdaj v Dravljah pri maši, pa ste danes prvi z nami, ste morda lahko malo zmedeni, ker pred vami je dravljski kaplan, ampak nismo ne v Rokovi cerkvi, ne v novi cerkvi Kristusovega učlovečenja. Smo namreč v hišni kapeli jezuitske skupnosti, verjetno prepoznate svetega Ignacija, Marijo, Marijo in Jezusa poznate že odprej. Danes je tretja postna nedelja. Danes je 16 dni, odkar smo začeli postni čas. Lahko se vprašamo, kako živimo svoje postne odpovedi, kako nam gre priprava na veliko noč. Zagotovo so te nove razmere vnesle verjetno tudi kakšne spremembe v to, kaj je v resnici pomembno v našem življenju, v to, od česa se morda želimo osvoboditi, kaj je tisto, za kar želimo rast, kaj je tista smer, v katero bi radi hodili, da bi bili bliže Bogu, da bi bili bliže drug drugemu, da bi bili bliže sami sebi. Vas povabim na začetku te svete maše, da vstopimo v vas, v svoje srce, za trenutek premislimo teden, ki je za nami, teden, ki je bil razburkan tako ali drugače za vsakega od nas. Premislimo naše misli, besede in dejanja, obudimo kesanje za vse tisto, kar v naših življenjih ni bilo tako, kot mi živimo, da bi moralo biti, ni bilo tako, kot čutimo in doživljamo, da bi bila Božja volja. Prosimo odpuščanje Boga in tudi drug drugega, da bomo pripravljeni ohraniti to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. O Bog, vir usmiljenja in vsega dobrega, poučil si nas, da se s postom, molitvijo in dobrimi deli očiščujemo grehov. Priznavamo ti svoje slabosti, zavest krivde nas teži. Prosimo te, dvigaj nas neprestano, saj si usmiljen. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi. Prvo berilo je iz 2. Mojzesove knjige. Tiste dni je bilo ljudstvo v puščavi žejno in je tako godrnjalo zoper Mojzesa. Zakaj si nas izpeljal iz Egipta, da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino? In Mojzes je vpil k Gospodu ter rekel, kaj naj storim s tem ljudstvom? Še malo in kamnali me bodo. Gospod je rekel Mojzesu, pojdi pred ljudstvom in vzemi s seboj nekaj Izraelovih starešin. Tudi palico, s katero si udaril Nil, vzemi v roko in pojdi. Glej, stal bom pred teboj tam na skali na Horebu. Udari po skali in iz nje bo pritekla voda, da bo ljudstvo moglo piti. Mojzes je storil tako pred očmi Izraelovih starešin in dal je temu kraju ime Masa in Meriba, ker so se Izraelovi sinovi prepirali in preizkušali Gospoda ter rekli, ali je Gospod med nami ali ne. Božja beseda. Bogu hvala. Ne zakrknite danes svojih src.
Ne zakrknite danes svojih src. Pridite, vriskajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega odrešenja, stopimo mu naproti s hvaležnostjo, vzklikajmo mu z veselimi spevi. Ne zakrknite danes vaših src. Pridite, padimo na kolena in se priklonimo, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil, zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, čreda, ki jo pase s svojo roko. Ne zakrknite danes svojih src. O, da bi danes poslušali njegove besede. Ne zakrknite svojih src, kakor na dan preizkušnje v puščavi. Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali, čeprav so videli moja dela. Ne zakrknite danes svojih src. Drugo verilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, ker smo opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Kajti, ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega. Morda bi si kdo še upal umreti za dobrotnika. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, ti si resnično odrešenik sveta, daj nam žive vode, da ne bomo ženi. Gospod, z vami In s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus prišel v samarijsko mesto imenovano Sihar, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sedel v studencu. Bilo je okrog 6. ure. Tedaj je prišla žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus si je rekel, daj mi piti. Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijanka mu je tedaj rekla, kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti. Judije namreč nočejo imeti stika s Samarijani. Jezus je odgovoril in rekel, če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Žena mu je rekla, Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Odkot imaš torej živo vodo? Si mar ti večji, kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegove živine? Jezus je odvrnil in je rekel, vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen. Ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Žena mu je rekla, Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sam zajemati. Rekel ji je, pojdi in pokliči svojega moža in pridi sam. Žena je odgovorila in mu rekla, nimam moža. Jezus je rekel, dobro si rekla, nimam moža. Kaj ti 5 mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si prav povedala. Žena mu je dejala, Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti v Jeruzalemu. Jezus je rekel, veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili očeta ne na tej gori, ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje prihaja od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi oče. Bog je duh in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Žena mu je dejala, vem, da pride Mesija, kar pomeni mazilinec.
Ko pride, nam bo vse oznanil. Jezus je rekel, jaz sem, ki govorim s teboj. Medtem so prišli njegovi učenci in se čudili, da je govoril z žensko, vendar mu nobeden ni rekel, kaj bi rad od nje ali zakaj govoriš z njo. Tedaj je žena odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem, pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj, če je on Mesija? Odšli so iz mesta in se napotili k njemu. Medtem so ga učenci prosili in govorili, učitelj, jej. On pa jim je rekel, jaz imam za jed hrano, ki je vi ne poznate. Učenci so tedaj govorili med seboj, mar mu je kdo prinesel jesti? Jezus jim je rekel, moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal in dokončam njegovo delo. Ali ne pravite vi, še 4 mesece in žetev bo tu? Glejte, jaz pa vam pravim, povzdignite oči in poglejte polja, da so zrela za žetev. Žanjec prejema plačilo in spravlja pridelek za večno življenje, da se boste skupaj veselila sejalec in žanjec. V tem je namreč resničen izrek, da eden seje, drugi žanje. Poslal sem vas, da boste poželi, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili, vi pa ubirate sadove njihovega truda. Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi žene, ki je pričevala, vse mi je povedal, kar sem storila. Ko so Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih in ostal je tam 2 dni. Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati. Ženi pa so govorili, ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, ampak kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta. Poslušali smo Kristusovo evangelijo. Hvala tebi, Kristus. Današnja beseda, ki nam jo Bog daje, je precej dolga, sploh evangeljski odlomek. V glavnem je govora, če smo dobro poslušali, o želji in o vodi. Izraelci v prvem merilu smo slišali, so v puščavi in so željni. Jezus sredi dneva pri Jakovem vodnjaku je ravno tako željen, vsaj vidi zdaj, da je željen. In tudi žena, Samarijanka, ki pride po vodo sredi dneva, v tej večji vročini, je verjetno željna. Vsak od nas je verjetno kdaj že bil željen. Si mogoče lahko prekličemo v spomin, kako smo se takrat počutili. Morda smo šli v hribe, pa smo imeli omejeno količino vode s seboj. Skavti ste bili verjetno že kdaj na takem pohodu, kjer je bilo tudi vroče, kjer tudi ni bilo vode na pretek. Kako smo se počutili takrat, ko smo bili željni in o čem smo takrat razmišljali? Če smo v resnici globoko željni, verjetno težko razmišljamo o čemerkoli drugem, kot o tem, da bi nekaj popili. In če ste bili kdaj pozorni, kako se lahko tudi ta občutek želje še poglablja. Resnično željni nismo takrat, ko sanjamo o tem, da bi mogoče pili Coca-Colo ali pa morda en sok ali pa kakao. Resnično željni smo takrat, ko nam začne dišati čisto preprosta, navadna voda. Ko lahko premišljujemo samo še o tem, da bi pil vodo. Zato Jezus uporablja prispodobo vode, ko govori o želji. Zato se danes tudi v Svetem pismu v vaši besedi pogovarjamo o vodi. Ne pogovarjamo se o mleku, ne pogovarjamo se, kot rečeno, o kakavu, ne pogovarjamo se o šebesi, ampak o vodi, kot tistem, kar lahko poteši našo željo, kar nas lahko odželja. Kaj je tisto, kar nas v resnici odželja? Jezus uporablja to prispodobo naše želje, telesne želje in vode, zato da nas spomni še na kaj drugega. Namreč, tudi ljudje si poleg tega, kar si želi naše telo, lahko hrepenimo še po čem drugem. In tudi zato lahko rečemo,
lahko uporabimo besedo želja. Tudi za to hrepenenje, za to pričakovanje, za to iskanje, lahko uporabimo to prispodobo. Tako kot nas, kadar smo žejni, želja po vodi, tako nas, ko potrebujemo kako drugo stvar, pač želja po čem drugem. In ravno tako, kot je voda tista, ki nas v resnici odžeja, čeprav nam lahko kdo drug ponuja tudi še kako drugo pijačo, tako je dobro tudi v tej prispodobi vedno znova ugotavljati in biti pozoren, kaj je tisto, po čemer me žeja, zato da si bom privoščil to, kar me odžeja, in ne morda kar drug nadomestek, ki je sicer podoben, ki je sicer vse ne vidi, smo enake učinke, ampak ni ravno to, po čemer me žeja. Namreč, Jezus, ko se pogovarja s Samarijanko, je nekako skuša razodeti in ji pomagati razumeti, po čem njo v resnici želja. Kaj je njeno hrepenenje. V enem trenutku Jezus naroči ženi, pojdi in pripelji svojega moža. In Samarijanka mu odgovori, nimam moža. In Jezus, kot tisti, ki ima uvid v naše človeško življenje, ji potrdi, pravi, res je, prav si povedala, 5 mož si že imela in tudi takega imaš zdaj, ni tvoj mož, to si prav povedala. Jezus Samarijanko upozori na to, da je njeno hrepenenje verjetno po ničem drugem, ne samo po vodi in ne samo, ko gre za odnose, ne samo po neki telesni bližini, po varnosti, ampak da je verjetno njeno najgloblje hrepenenje, ki ga pravzaprav nihče ne more uresničiti, po ljubezni. Da je to tista živa voda, po kateri jo želja in ki je ne bo odželjalo nič drugega, kot samo ta živa voda. Ljubezen, ki jo Jezus prinaša. To je tisto, kar bo odželjalo Samarijanko. In Samarijanka rabi nekaj časa, da vstopi v to logiko, da razume, da Jezus ne govori o tej tekoči vodi, ampak da govori o nečem drugem, da govori o odnosih in da govori o tistih najglobljih, najbolj pristnih odnosih. To je resnica Samarijanke, to je resnica vsakega od nas. Tudi nas vedno znova želja po odnosih, v katerih se počutimo varni, v katerih se počutimo spoštovane, sprejete, v katerih se počutimo preprosto ljubljene. Tisto, kar je pri Samarijanki zanimivo, je njen odziv. Ko Samarijanka začuti in prepozna v Jezusu resnično sprejetost. Nekoga, ki je ne obsoja, čeprav ne živi zgledno, nekoga, ki ne očita, čeprav, kot rečeno, živi v odnosu, ki ni Bogu všeč. Jezus ji ne očita, ampak ji samo pove, na nek način ljubeznivo jo opozori na to, da to, kar zdaj počne, to njene želje ne bo odželjalo, je ne bo zadovoljilo. In ko Samarijanka začuti in prepozna to Jezusovo držo, to Jezusovo sprejemanje, Jezusovo sočutje, Jezusovo usmiljenje, postane tista, ki to, kar je doživela, želi širiti naprej. Ona je tista, ki pusti svoj vrč pri vodnjaku, ker ni več želja, telesna želja tista, ki jo vodi, ampak je zdaj želja potem, da bi to ljubezen, ki jo je srečala, ki jo je spoznala, ki jo je doživela, ki jo je izkusila, lahko podala tudi drugim. Se vrne v mestu in vsem, ki so jo pripravljeni poslušati, govori o tem svojem srečanju, o tej svoji izkušnji. In v končni fazi pri naši veri gre vedno za to. Ne gre za zunanje drže in navade, ne gre toliko za obrede, če ni v temelju odnosa, če ni v temelju srečanja z Jezusom, ki je edini, ki lahko v nas uteši to željo po ljubezni, željo po
sprejetju, željo po spoštovanju, željo po varnosti. Mogoče zaključim še s tem, kako je potem z Jezusovo željo. Namreč Jezus se približa Samarijanki in reče, daj mi piti. A je to samo Jezusova iztočnica, Samarijanki pomagal odkriti, česar je ona željna, ali je pa v teh Jezusovih besedah tudi nekaj resnice. Je res, da je Bog ljubezen in da je Jezus Božji sin, tisti, ki ljubi, ima vedno tudi eno hrepenenje, namreč, da bi bila njegova ljubezen sprejeta. In to je Jezusova želja. Jezusova želja je, da bi Samarijanka, preko nje vsi njeni someščani in preko te Božje besede tudi mi, da bi odkrili svojo željo in da bi odkrili njega, ki nam to željo lahko ugasi, ki nam to željo lahko poteši. Potem želja Boga, da bi ga vsi prepoznali, da je ljubezen, da bi ga vsi prepoznali kot tistega, ki skrbi za nas. V tem je Jezusova želja in Jezusova hrana, kot pravi svojim učencem, je v tem, da bo resničil voljo tistega, ki ga je poslal in da dokonča njegovo delo. Jezusovo delo je to, kar je začel Oče, namreč, da bi vse ljudi pripeljal k sebi, da bi vsem ljudem pomagal razumeti, da so ljubljeni, da bi vsem ljudem pomagal razumeti, da smo njegovi otroci. Da ne bi, takrat, ko nam bo hudo, da ne bi iskali nadomestko, takrat, ko čutimo neko hrepenenje, da bi znali prepoznati, po čem v resnici hrepenimo, da bi se vračali k temu, kar nas v resnici poteši, da ne bi iskali nadomestkov, da bi znali uživati ne samo v Coca-Coli, ki je sladka, ne samo v mleku, ki ima tudi prijeten okus, ne samo v kakavu ali pa čemkoli, ampak da bi znali v resnici uživati v vodi. In takrat, ko smo žejni, ne bi iskali nadomestkov, ampak bi poiskali živo, tekočo, hladno vodo, ki odžeja in lahko odžeja zavedno, lahko postane studenec žive vode v nas za večnost. Amen. Vas povabim tudi doma, da ostaremo in skupaj izpovemo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je odresil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanju grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Drage sestre in bratje, Jezus, naš odrešenik, nam je razvedel, da bodo pravi molilci molili Očeta v duhu in resnici. Združeni z njim ga prosimo. Naj tvoje ljudstvo posnema Samarijanko in posluša tvojo besedo, ki oživlja naše duše.
Prosimo te, usliši nas. Naj vsi ljudje zahrepenijo po Jezusu, studencu žive vode, tekoče v večno življenje. Prosimo te, usliši nas. Priporočamo ti župnijska občestva, pomagaj jim, da bodo po svetih zakramentih rasla v veri, upanju in ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Iz Jezusove prebodene strani sta pritekli kri in voda, naj se potem vrelcu milosti krepimo za spravo in odpuščanje. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj vsem, ki smo bili zaznamovani s krstno vodo, da ostanemo v milosti in v smrti prejmemo večno življenje. Prosimo te, usliši nas. Gospod Bog, pomagaj nam prav moliti, te hvaliti in se ti zahvaljevati, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti tega vina in te vode ne postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Sprejmi nas ponižene skresanje, Gospod, in na te vraj danes naše velike. Izmi, Gospod, moje krivdo in očisti me mojih grehov. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Usmiljeni Oče, po teh darovih nam odpusti naše grehe. Pomagaj nam, da bomo znali tudi mi odpuščati našim bratom in sestram po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami in s tvojim duhom. Viško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Prosil je Samarijanku, naj mu da piti vode, da ji je v svoji dobroti mogel dati dar vere in vžgati v njenem srcu ogenj Božje ljubezni. Zato se ti tudi mi zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoja velika dela ter kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Gospod Bog, zares si svet in dober do nas vseh. Vsem ljudem deliš svoje dobrote. Zahvaljujemo se ti predvsem za Jezusa Kristusa, tvojega Sina. Prišel je na svet, ker so ljudje zapustili tebe in med seboj niso več enih misli in enega srca. Odprl nam je oči in srce, da bi drug v drugem gledali brate in sestre, v tebi pa našega skupnega očeta. Sedaj nas je Jezus zbral okoli iste mize in želi, da bi tudi mi storili to, kar je on storil pri zadnji večeri. Predobri Oče, po svojem duhu posveti te darove kruha in vina, da se spremenijo v telo in kri tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Tisti večer, preden je za nas dal svoje življenje in je zadnjikrat sedel pri mizi s svojimi učenci, je vzel v roke kruh, se ti zahvalil, ga razlomil in ga dal in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.
Tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere. Reši nas od rešenih sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, zato smo sedaj zbrani tu pred teboj, da se veseli spominjamo vsega, kar je storil Jezus, da bi nas odrešil. S to sveto daritvijo, ki jo je sam izročil svoji cerkvi, se spominjamo njegove smrti in vstajenja. Nebeški Oče, prosimo te, sprejmi tudi nas skupaj s svojim ljubljenim sinom. Prostovoljno je šel za nas v smrt, ti pa si ga obudil od mrtvih. Jezus sedaj živi pri tebi in vendar je vedno tudi med nami. Ob koncu sveta pa bo prišel v slavi in v njegovem kraljestvu ne bo nihče več trpel, nihče več jokal in nihče ne bo več žalosten. Sveti Oče, vabiš nas, naj iz te mize v veselju Svetega Duha prejmemo Kristusovo telo. Naj nam ta sveti kruh podeli moč, da bomo vedno bolj dobri tvoji otroci. Gospod Bog, pomagaj našemu papežu Frančišku, našemu škofu Stanislavu in vsem škofom. Pomagaj tudi nam in vsem Kristusovim učencem, da bomo delali za mir in bomo vsem ljudem prinašali veselje. Vsem nam daj, da bomo nekoč živeli s Kristusom v nebesih in bomo z njim, z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom in vsemi svetimi zmeraj pri tebi. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš vršenik nam naroča, Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod mir, bodi vedno s vami. In s tvojim duhom. Pa si podajmo doma, pa tako tudi naljavo, pozdrav miru. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemne grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljeni na Gospodovo gostijo.
Tisti, ki ste doma, pri telefonih, pred zasloni, ne morete prejeti obhajila v resnici, ste povabljeni, da pripravite svoje srca za duhovno obhajilo, vas povabljeni za trenutek, da mogoče utihnemo, obudimo v sebi zavest, da je Jezus navzoč v najsvetejšem zakramentu. Lahko se mu zahvalimo za njegovo ljubezen do nas, ki je izkazal s tem, da je umrl za nas na križu. Lahko mu povemo, da ga želimo ljubiti, bolj kot vse drugo, predvsem pa, da ga želimo sprejeti v svojo dušo. In ker ga ne moremo sprejeti zakramentalno, ga lahko prosimo, da pride k nam duhovno, da vstopi v naše srce in prebiva v njem. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, za tvoj objem, za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločili od tebe, ampak nam pomagaj, da ostanemo v tebi. V tem času preizkušnje, ki nam jo predstavlja novi virus, vas povabim, da prosimo tudi, molimo tudi skupaj za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušeni. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomoč kristjanom, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Pripravimo svoje srca še za božji blagoslov, ki naj nas spremlja v tej nedelji, v tem tednu, ki je pred nami, in da bi tudi v spremenjenih razmerah znali prepoznati, kam nas Bog kliče, kje nas Bog vabi, kje nas Bog čaka, kje nam Bog ponuja svojo roko in kje nam Bog kaže, naj zajemamo, da bomo vedno pili tisto živo, tekočo, bistro vodo, ki teče iz studenca večnosti. Gospod, z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi Bog in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.